Nogometaši Maribora so na povratni tekmi drugega predkroga Lige prvakov doma premagali gruzijski Vic 3-1. Mariborčani so na prvi tekmi v Gruziji igrali 0-0 in se tako prebili v tretji predkrog, kjer jih sedaj čaka švicarski Zürich. Danes je ena zelo težka tekma, mi smo vedli z 2-0, potem dobili danes srečni gol pred koncem prvega polčasa. Potem so gostje malo nas pritisnili, ampak mi smo na koncu res izvlekli to zmago, ki smo si vsi nekako zelo želeli in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje v Ligi prvakov. Kaj se je dogajalo med polčasom v slačilnici? Pa nič, mi smo se pomeni, da vsi skupaj zaigramo čim boljše, ampak to nam nekako ni uspevalo. Oni so nas malo stisnili, ampak vseeno se je danes vse srečno končalo. In zakaj to mučenje do 85 minute? Ja, mislim, da ekipa njihova je zelo dobra, zelo čvrsta. Mi smo malo padli po tistem golu, ki smo ga dobili in res na koncu se je vse srečno končalo. Škoda, ker smo imeli po vodstvu 2-0 lepe priložnosti, da bi mogoče zadeli še enkrat. Mislim, da bi bilo takrat tekme konec, vendar se je z njihovo spremembo postavitve stvar na igrišču samem spremenila, ko so dobili oni malo več morale, mi smo se ustavili in to ni bilo dobro. Tako da smo ta drugi del prvega polčasa trpeli, dobili zadetek in jasno je, ko ga dobiš v zadnjih sekundah prvega polčasa, je potem težko v drugem polčasu imeti veliko morale, vendar so fantje pokazali, da jo imajo. Z rošado takoj na začetku drugega polčasa smo potem nasprotnika umirili, jih ogrožali sproti napadov in na koncu uspeli, tako da fantje se zaslužijo čestitke. Še posebej zato, ker smo vsi skupaj označili to tekmo kot tekmo sezone in te besede so bile težke in jasno, da po takim bremenom igrati ni enostavno, tako da si zaslužijo čestitke. FC Zürich je ena velika ekipa, ki goji en zelo napadalen nogomet. Mi smo imeli lani priložnost, slučaj je pač tako narekoval, da smo gledali Šturm, Zürich, se pravi vsi igravci, in smo opazili in videli eno veliko ekipo, ki je sigurno favorit, ampak mi imamo možnost. Malce jih že poznamo, vemo, da so kvalitetni, vemo, da so verjetno zelo dobro organizirani, kar se tiče igrišča samega, to je ta švicarski nogomet, kateri temelji na organiziranosti igre. Okrepili so se, tako da v soboto jih bomo videli na delu, zbrali čim več informacij in potem se najprej pripravili za Rudar, potem pa za njih.